Spoštovani, dober večer, dobrodošli na dogodku Goriškega loka, ki ga prirejajo Združenje Darko Bratina, SKGZ in Kulturni dom v Gorici. Naslov današnjega večera je Evropa danes, Evropa jutri. Že sam naslov pove, o čem bo potekal nocojšnji pogovor. Z nami je ugledni gost, doktor Danilo Türk, pravnik, politik, diplomat, tudi profesor mednarodnega prava. Poznamo ga kot predsednika Republike Slovenije v letih 2007-2012, prej pa je bil že na visokih položajih v Organizaciji združenih narodov, prvi veleposlanik pri Organizaciji združenih narodov in seveda tudi pomočnik generalnega sekretarja za politična vprašanja. Profesor na Univerzi v Columbia v New Yorku, zaslužni profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani, sodelavec na Kitajski univerzi Renmin v Pekingu in še bi lahko naštevali. V vseh teh svojih zadolžitvah pa najde čas tudi za socialne dejavnosti, je tudi ustanovitelj fundacije Danilo Türk, ki se ukvarja z otroci, ki so bili žrtve oboroženih spopadov. Se pravi, nadvse eminentna osebnost, ki nam bo iz svoje visoke perspektive povedala, kakšno je stanje danes v Evropi, perspektive Evropske unije in seveda predvsem v luči vojne med Rusijo in Ukrajino, ki zaobjema vedno širše področje in postaje že svetovna. Preden predam besedo Liviju Semoliču, ki se bo z doktor Türkom pogovarjal, naj vas obvestim, da je dogodek sneman, bo na voljo tudi na našem socialnem omrežju posnetek. Ob koncu pogovora pa boste lahko tudi vi postavili kakšno vprašanje, spregovorili, komentirali, zato je tudi mikrofon tukaj, se pravi, da kdor bo želel kaj povedati, se bo moral približati mikrofonu. Hvala lepa in lep večer. Hvala tudi z moje strani, predsedniku Türku. Kot nam je že v začetku povedal, je uspel dobiti ta termin za nas, glede na dejstvo, da je stalno po svetu. In torej moramo to izkoristiti na najboljši način, tudi ker čas je tak, kjer si ne pričakujemo odgovorov, ki nam bi razkrili ne vem katere skrivnosti. Si želimo pa razumeti bolje, kaj se dogaja danes v Evropi, kaj se dogaja med Rusijo in Ukrajino, predvsem pa o tej naši Evropi, Evropski uniji, katero je zdravstveno stanje. In zaokrožili bomo ta naš pogovor s tem, ker ne more manjkati tema manjšine, da bomo spregovorili tudi o tem obmejnem prostoru in odnosih med slovensko manjšino in Italijo. Torej, predsednik Türk, najprej zares to aktualno vprašanje o tragediji, ki se dogaja 1000 kilometrov blizu, rečemo nedaleč, in za katero ne vemo, ne razumemo in ne vidimo, katera je možna perspektiva. Hvala lepa. Najprej bi rad dopolnil svoj življenjepis, ki je bil povedan na začetku. Hvala lepa, da ste me povabili, hvala lepa, da imam to priložnost. Rad bi pa povedal, da seveda v Gorici nisem prvič, ne, jaz sem bil v mlajših letih zelo pogosto v teh krajih, delal sem kot sekretar in kasneje kot predsednik komisije za manjšinska in izseljenska vprašanja pri takratni socialistični zvezi delovnega ljudstva Slovenije v poznih 70 letih in čisto na začetku 80 let, no potem sem šel na pravno fakulteto in v tistih letih, tam 70-ih, konec 70-ih, začetku 80-ih, sem imel priložnost nekako absorbirati veliko teh izkušenj, ki se nabirajo v teh območjih ob slovenskih mejah, preko seveda položaja, problemov, izkušnje slovenskih narodnih skupnosti v Italiji, Avstriji, na Madžarskem. In moram reči, da so mi te stvari v življenju velikokrat veliko pomenile, veste. Najprej, ko je padla železna zavesa in se začelo govoriti o manjšinah, v Evropi skoraj nihče nič ni vedel o tem, ker vso tisto povojno obdobje do padca železne zavese se je nekako manjšinsko vprašanje potiskalo ob stran.
in se je govorilo, gledajte, zdaj se vsi trudimo za človekove pravice, individualne pravice, pravno državo in podobne reči. Manjšinsko vprašanje bo na ta način zginilo s prizorišča, ga ne bo več. No, potem nenadoma, ko je padla železna zavesa, so se začele politične komplikacije, ki so se kazali skozi razpad držav in nastanek manjšin tam, kjer jih prej ni bilo videti, oziroma nastanek vidljivosti manjšin, ki jih tam ni bilo videti, in seveda te reči so postale tudi zelo nasilne. In nenadoma je ta problematika postala zelo zanimiva in jaz sem dobival vabila po celi Evropi v tistem času, takrat v začetku 90-ih let, kot profesor pisal sem precej o teh rečeh in moram reči, da Evropa se je morala začeti učiti stvari, ne? In učila se ni najbolje, ker pravzaprav ni našla nekih dobrih modelov, ne? In seveda zdaj tu govorimo o problematiki nekdanje Jugoslavije, jasno, to je en problem, posledic razpada Sovjetske zveze, kjer je nekaj časa bilo videti, kot da dobro, stvari bojo se nekako postopoma uredile, no potem se pa niso uredile, ne? In so izbruhnile ponovno. Zdaj, recimo, čisto gledano z stališča mednarodnega prava, recimo pri razpadu velikih sistemov, kot so bili kolonialni imperiji, recimo v Latinski Ameriki in Afriki, se je uveljavilo pravilo uti possidetis, se pravi, da naj bojo meje, na nove meje naj bojo take, da ustrezajo predhodnim, bodisi kolonialnim ali pa administrativnim mejam. V Evropi to pravilo nikoli ni veljalo pred tem, ne, ker so bile stvari preveč komplicirane, meje so bile vedno vezane na etnični sestav prebivalstev, na geografske faktorje, na politične odnose in šele po razpadu socialističnih federacij, ne, se pravi Češko-Slovaške, Jugoslavije in Sovjetske zveze, se je uveljavila ideja znana iz drugih delov sveta uti possidetis. In mislilo se je, dobro, če bodo bivše socialistične republike spoštovale meje, ki so jih podedovale, bo na vse zadnje to rešitev. To je bila to optimistično pričakovanje in jasno, da takrat, ko se je vodila razprava o priznavanju novih držav na ozemlju, zlasti Jugoslavije in Sovjetske zveze, je bilo vedno ena od zahtev za priznanje novih držav spoštovanje meja, ki so bile podedovane. In videti je bilo, da bo ta princip kar dobro učinkoval. No, kasneje se je videlo, da to ni tako preprosto, da imamo preveč zgodovinske dediščine, ki nas pri tem ovira, obremenjuje, povzroča pogoje za nove napetosti, nove konflikte. In če spremljamo recimo dogajanje v Ukrajini v zadnjem času, vidimo, da je vsa težka zgodovina tega prostora spet izbruhnila. Od zanikanja ukrajinske etnične samostojnosti, ne, do najbolj grobih vrst nacionalizmov, vključno z izrazito pronacističnimi nacionalizmi na drugi strani, ki pa so večkrat nekako namenoma spregledani ali podcenjeni, zato da bi stvari bile videti bolj, rekel bi, bolj normalne, kot so, ne. Ampak to je območje, ki ima eno težko zgodovino in kjer bi seveda lahko v preteklosti, če bi se ves zunanji svet odločil, da mora podpirati neke vrste sodelovanje, politiko zrelega kompromisa znotraj Ukrajine, ne, če bi to bilo sprejeto v recimo tam v letih med 2005 in 2015, potem mogoče vojne sploh ne bi bilo. In jaz pripovedujem to tako, ker vem, da so mnogi ljudje videli problem, ki je nastajal v tem času. Recimo Henry Kissinger je odkrito pisal, takrat leta 2014 v enem zelo zanimivem komentarju v Washington Postu, je rekel, veste, Ukrajina ima svojo formalno polno državnost zadnjih 30 let in politične elite niso navajene na kompromise in vse stvari bodo šle v zaostrovanje z nepredvidljivimi posledicami, če ne bomo mi vsi skupaj delovali v smeri nekega dogovarjanja. No, to se ni zgodilo, nasprotno, stvari so šle v smeri na eni strani spodbujanja tega ekstremnega nacionalizma in na drugi strani
zanikanja etnične posebnosti Ukrajincev nasploh, ne. In iz tega imamo to vojno, ki je danes, tako bi rekel, tako grozovita in kjer seveda ni videti, kako se bo točno končala. Zdaj, ker vidim, da ste tu zbrani ljudje, ki imate dovolj spomina, da veste, ne, kako te stvari izgledajo v naši izkušnji, ki je seveda drugačna, ampak občutljivost za te odnose imamo, bi opozoril, da je o vsej tej problematiki nedavno odlično pisal Tine Hribar, slovenski filozof, ki je napisal en odličen članek v zadnji sobotni prilogi Dela. Ne vem, če kaj spremljate Delo v teh krajih, ne, včasih je bilo to dovolj, še spremljate, ne. Ta članek je dal eno zelo dobro razlago vse te zgodovine, vseh razlogov, vseh kompliciranih zadev, ki so prišle v vojno, ki so pripeljale do vojne, ki pravzaprav je veliko večja od ukrajinske vojne, ne. To je vojna, v kateri so protagonisti na eni strani Rusija, s svojo motivacijo, da se ohrani in uveljavi kot velika sila, in na drugi strani Združene države Amerike, ki so seveda s svojim pritiskom proti vzhodu pomagale tudi, ne, okrepiti ta ruski imperialni nacionalizem. In on omenja tudi ideologe ene in druge strani, ki so tu pomagali, in tako prikaže, kako je ta vojna pravzaprav veliko širša od same vojne v Ukrajini, kjer bi seveda lahko vse skupaj reducirali samo na uporabo oborožene sile, ne. Ampak vojna je veliko kompleksnejša zadeva. Tako da zdaj se opravičujem, ker sem šel malo v tako neke širjave razpravljanja o teh rečeh, ki jih pa lahko seveda preciziram tako, kot se vam bo zdelo primerno na kakšnih konkretnejših vprašanjih. Slišali smo vas pred kratkim, ko ste bili v Gorici na Univerzi diplomatskih ved z predsednikom Prodijem, s katerim sta se oglašala pri marsikateri obrazložitvi glede tega konflikta. In oba sta pri tem poudarila dejstvo, da to ni lokalni konflikt, ampak to je nekaj širšega, ki zaobjema svetovni scenarij in svetovno šahovnico. Kaj menite, da tisti, ki lahko pripomorejo nekako, da bi se Rusija in Ukrajina usedla okrog ene mize, sta Kitajska in ZDA, ali ni veliko odvisno od njiju? No, mislim, da je važno pogledati celotno zgodovino tega vprašanja, ne. Vprašanje bi se lahko glasilo, kdo lahko kredibilno, kdo lahko prepričljivo posreduje v tem konfliktu, ne. Turčija je v nekem trenutku odigrala zelo koristno vlogo in je pomagala tudi narediti ta sporazum o dobavah žita in drugih dobrin iz Ukrajine in Rusije, ampak to je seveda bilo omejeno, ne. Turčija je tudi pomagala takrat, da se je v marcu leta 2022, se pravi pred letom dni, ne, pripeljalo do ene točke, ko je bil videti možen sporazum, ne. Ukrajina in Rusija sta prišli zelo blizu tega sporazuma marca 2022, ampak potem so sledili razni mednarodni dogodki, ki so to sporazumevanje ustavili in sporazum onemogočili, ne. Danes se veliko govori v mednarodni literaturi o vlogi Britanije, o vlogi Nata pri tem in tako dalje, ne. In od takrat naprej je vojna seveda dobila nov zamah in napreduje v čedalje bolj grozovite faze. In zdaj seveda, če se postavi vprašanje, kdo lahko kredibilno posreduje. Kitajska prav gotovo. Kitajska je od prvega trenutka vojne zavzemala stališče, ki jo usmerja na pot posredovanja, ne. Že prve izjave takoj po izbruhu vojne so bile zasnovane tako, da trasirajo neko dolgoročno posredniško vlogo Kitajske. Zdaj, Kitajska je seveda v svoji diplomaciji vedno izjemno previdna
in je tipala različne možnosti, tudi možnost, da bi se naredil nek kolektivni pristop, ki bi vključil več akterjev, kjer bi Kitajska sodelovala, to se je izkazalo za nemogoče. In kot veste, je prav v zadnjih dneh Kitajska ponudila, da pripravi nekaj, kar so oni imenovali delovni papir, working paper, ne, position paper, kot pravijo, ne, nek neformalni dokument, ki naj bi pokazal smer reševanja problema. Oni si ne delajo iluzij, da bo ta papir lahko povzročil končanje vojne v zelo kratkem, ampak vidijo v tem trenutku, da Kitajska mora nastopiti z nekimi posredniškimi idejami. Druga stvar, ki je v tej zvezi pomembna, je to, kar se dogaja ravno te dni v Generalni skupščini Združenih narodov v New Yorku, kjer se razpravlja o resoluciji, ki bo sprejeta ob obletnici vojne, začetka vojne. In zanimivo bo primerjati besedilo te resolucije s prejšnjimi, kolikor sem jaz videl osnutek, se tu težišče počasi prestavlja iz recimo obsodbe agresije na vprašanje, kako končati vojno. Ne, te stvari seveda v diplomaciji niso nikoli tako, rekel bi, izrazito kontrastno povedane, ampak splača se pogledati dokumente odprej in dokument, ki bo zdajle nastal, da bi videli, ali se tu nagiba, ne, tehtnica v smeri iskanja načina, kako vojno končati. In jaz mislim, da bolj kot bo vojna trajala, več bo tega zavzemanja, ne bom rekel pritiska, vsekakor bo več tega zavzemanja in Kitajska bo seveda po tej svoji prvi izkušnji, ne, ki jo pričakujemo prav te dni, ne, pričakuje se, da bo kitajski predsednik Xi Jinping o tem govoril pred koncem tega tedna, ne, da bo ta vloga nekako napredovala. S kakšnim tempom in kdaj je pa seveda težko reči. Richard Holbrooke je napisal glede vojne v Bosni in Hercegovini knjigo z naslovom Ustaviti vojno. Ne. Ustaviti vojno. In to je napisal v času, ko je bil že kritičen do tega, da potem, ko je bila vojna vzpostavljena, se ni zgradilo še več, da ni nastal nek tak trden in za dalj časa zagotovljen mir. On je bil zelo samokritičen, ne. Jaz sem ga poznal in seveda sva o tem tudi govorila večkrat, ne. In zdaj v tej fazi se mi zdi, da zdaj se počasi tendenca usmerja v to vprašanje, kako ustaviti vojno. Zdaj rekli boste, seveda, to lahko na določenih lokacijah slišimo, ampak slišali smo tudi teze na Münchenski varnostni konferenci prejšnji vikend, pa v Evropski uniji, da pač mora Ukrajina zmagati, ne. In zdaj vidimo, imamo tukaj te dve različni tendenci. Ena, ki se zavzema za ustavitev vojne in druga, ki misli, da je samo zmaga Ukrajine pot naprej. Jaz seveda ne želim napovedovati izida, sam pa sem privrženec tiste poti, ne, ki pravi, ustavite vojno. In tu, veste, je veliko takih, ne. Tudi papež, ne vem, če se spominjate, papež je že lani govoril o tem, ne navajajte se na vojno, ne navadite se na vojno, ne, to je bila njegova, ne normalizirajte vojne, ne, to je bil njegov pledoaje. In seveda, to je še vedno zelo pomembna modrost, ki jo je izrazil sveti oče, ne. Jaz mislim, da moramo to razumeti in da tudi zato legitimno zdaj to prenašanje akcenta na poskus ustaviti vojno. Kot izkušeni diplomat verjetno nam boste lahko tudi kaj več povedali o možnosti, da se ustavi to vojno, ne da bi prišli do ene win-win pozicije med Rusijo in Ukrajino. Glejte, seveda je to veliko neodgovorjeno vprašanje, ne, kajti Ukrajina ima vse razloge, da ne zaupa Rusiji, ne, in se pravi tudi premirje je nekaj, kar Ukrajina ne more zlahka sprejeti, češ ne, saj potem bo Rusija samo nekako si oddahnila in bo potem izvedla nadaljnjo agresijo v prvi prihodnji priložnosti. Tako da tudi to je treba razumeti, zato je na to, kako naj se vojna ustavi in kako naj se potem od te točke pride do miru, to je vedno najtežje vprašanje. Veste, v primeru, recimo, če vzamemo te nedavne izkušnje iz novejše zgodovine, ne,
V primeru Bosne in Hercegovine je bila vojna ustavljena, seveda, ampak resničen, praven, stabilen, dolgoročen mir še vedno ni vzpostavljen, ne, to moramo vedeti. To je eno stanje, ki še vedno zahteva tujo vojaško prisotnost, ki še vedno zahteva, da se s političnim vprašanjem Bosne in Hercegovine ukvarja mednarodna skupnost. Še en drug tak primer, ki je lahko poučen iz preteklosti, ki se je dobro končal, je primer končanja oktobrske vojne leta 1973 na Bližnjem vzhodu. Takrat je prišlo do presenetljivega napada Egipta na ozemlja, ki jih je predtem zasedel Izrael. Egipčani so dosegli določeno presenetljivo vojaško zmago, vendar kasneje tudi določene neuspehe. Združene države Amerike so takrat lahko posredovale, Henry Kissinger je takrat posredoval in dosegel premirje, ki pa je bilo narejeno tako, da je lahko peljalo do mirovne pogodbe kasneje. Seveda ravno tale najtežji del naloge je bil ravno to, kako narediti premirje na način, ki pelje potem stvari naprej v smislu graditve trajnega miru. To se je tam relativno dobro posrečilo, vendar seveda tudi ne brez cene, kajti kot veste, predsednik Egipta, Anwar el-Sadat je za ta mirovni sporazum plačal življenjem. On je bil ubit v atentatu, ker je seveda mir takšen, kot je bil sklenjen, bil nekaj, kar si velik del prebivalstva sploh ni želel. In zdaj jasno, človek lahko o teh stvareh razmišlja bolj ali manj filozofsko tudi, kaj je pravzaprav struktura miru, kakšno strukturo naj mir doseže, kajti seveda ena stvar je doseči odsotnost vojne, prenehanje akutnih spopadov, akutne vojaške situacije. Ampak druga stvar je vzpostaviti trajen mir, pri čemer moramo potem se vprašati, dobro, kaj pa je to, kar zagotavlja trajen mir. In zdaj v ukrajinskem primeru gre za tako pomembno, tako veliko stvar, da bo to zahtevalo eno temeljito spremembo tudi, kar zadeva Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi, ker Evropa in Rusija, ta sistem je zdaj porušen, to moramo biti si na jasnem, Evropa in Rusija nista našli načina sobivanja, ki bi bil dolgoročno stabilen. Nažalost, to pač vemo zaradi ukrajinske vojne. Mi smo si domišljali, da je to že bilo doseženo. Spominjam se, ko sem kot predsednik republike sodeloval na summitu, na vrhunski konferenci v Kazahstanu, v Astani, takrat se glavno mesto Kazahstana imenovala Astana. Slovenija je podpirala Kazahstan v želji, da je gostitelj tega vrha. In tam je eno ključnih vprašanj na tistem vrhu in v dokumentu, ki je bil tam sprejet, bilo tole. Ali se lahko sporazumemo o načelu, da nobena država ali skupina držav ne sme graditi svoje varnosti na način, ki ga bo neka druga država razumela kot ogrožanje. Mi smo na eni zelo abstraktni ravni to načelo zapisali v sklepni dokumenti za Astane, leta 2010, in tisto je bilo dobro leto, veste, takrat so se velike sile pogovarjale in je delovalo vse skupaj lepo, obetavno. Potem je leta kasneje prišla libijska kriza in od takrat se stvari slabšajo že dobro desetletje. Ampak vprašanje, ki je bilo takrat izpostavljeno in na katerega se je odgovorilo s tem principom, je danes ponovno popolnoma odprto. Mi še nismo tako daleč v tem trenutku, da bi ga lahko ponovno resno obravnavali, ampak če bomo hoteli vzpostaviti nek trajen mir v tem prostoru, bomo morali tudi na to vprašanje odgovoriti. In seveda v tem kontekstu bomo morali tudi odgovoriti, a veste, a je ta mir trajen ali mora biti tudi pravičen. Pravičen mir, a veste, praktično nikoli ne obstaja. Pravičnih mirovnih pogodb ni, so mirovne pogodbe, nekatere trajne in stabilne, ampak pravičnih ni. In kot je to povedal že Cicero v času Rimske republike, on je rekel, ini quesimam pacem, justissimo bello ante ferro. Zdaj, raje imam še tako nepravičen mir kot najbolj pravično vojno. To je zdaj en pogled na stvari. Drug pogled pa bo, vi nikoli ne morete imeti trajnega miru, če ta mir ni pravičen. In tu,
ko bo enkrat postavljeno vprašanje trajnega miru, bomo morali tudi ta problem razrešiti. Ste mi že odgovoril z dvomom na vprašanje, ki sem No, ga ga še želel. enkrat postavite, mogoče pa bom, ne Glede bom prav dvomil. odnosa med tem pristopom realpolitik Ja. in pa vrednotami. Ampak bi preskočil na drugo vprašanje, ki je vezano na naslov. In sicer omenili ste tri velesile, Rusijo, Kitajsko in ZDA. In imamo to, je ne bi želel definirati ubogo Evropo, Ja. ampak dejansko Evropa v smislu, predvsem Evropska unija, je najbolj na udaru pri vsem tem in ne moremo si ne misliti, da te tri velesile si med drugim želijo tudi šibko Evropsko unijo. Ja, glejte, današnji New York Times, ne, današnji Washington Post ima en komentar, ki pove, predsednik Biden je bil v Kijevu včeraj in je danes v Varšavi, oziroma bil v Varšavi včeraj in je povedal, kdo je šef Evrope. Ne? Ampak, kaj pa ostali? Tako, to pravi komentator Washington Posta, ne, Ishan Tarur. No in seveda, ta problem je resen, ne, ampak ta problem ima, a veste, ima vsaj dva nivoja. Najprej je tu vprašanje razumevanja globalnega miru. In tu bi rad na kratko šel v dve primerjavi, ali pa v eno primerjavo, ki se mi zdi za današnji čas zelo pomembna. Ko so v 60. letih prejšnjega stoletja Združene države Amerike doživele te hude težave in eno hudo travmo z vietnamsko vojno, ne, so spoznale, da je treba mir graditi na eni novi osnovi, da se ne more pričakovati ameriška dominacija kot zagotovilo svetovnega miru. To je spoznal predsednik Nixon, ki je bil med vsemi ameriškimi predsedniki najbolj izobražen, najbolj izkušen v mednarodni politiki. On je kot Eisenhowerjev predsednik dolga leta potoval po svetu, poznal je vse pomembnejše voditelje, temeljito je razmišljal, temeljito je študiral stvari. Ne, bil je tudi v Jugoslaviji, s Titom je vzpostavil eno zelo tako, bi rekel, pristno sodelovanje, ne, in tako dalje. Skratka, on je resnično dobro poznal svet, ne, in je našel ljudi okrog sebe, ki smo pomagali urejati stvari. In on je potem peljal celotno ameriško politiko iz enega tistega prvega obdobja po drugi svetovni vojni, ko je bila Amerika resnično dominantna, v položaj, ko je Amerika poiskala mir v odnosih z Sovjetsko zvezo in Kitajsko v nečem, kar se je imenovalo triangulacija, trikotno razmerje. Ta triangulacija je bila del ene širše slike, v kateri je prišlo tudi v Nixonovih časih do tega, da je bila ukinjena fiksna pariteta dolarja za zlato, ne, kar je bilo značilno za prvo obdobje po drugi svetovni vojni. Nixon je veliko tvegal takrat, ni prišlo do zloma svetovnih financ, ampak se je njegov pristop, seveda, ki so mu ga pripravili resni finančni strokovnjaki, izkazal za zelo tehtnega. In ta fleksibilnost tečajev, ki je od takrat naprej ostala, je pokazala, da je vzdržna, medtem ko fiksna pariteta ni bila vzdržna. Tako tudi na politični ravni politična dominacija ni bila več vzdržna in treba bilo napraviti nekaj drugega. In ta druga stvar je bila triangulacija. Triangulacija med temi tremi velesilami je imela za evropsko politiko zelo pozitiven učinek. To je bilo spet sovpadanje z evropskimi tendencami, spet leta 1969 je v Nemčiji zmagal Willy Brandt. Willy Brandt je imel že odprej idejo Ostpolitik, vzpostavljanja nekega bolj kreativnega sodelovanja z vzhodno Evropo in Sovjetsko zvezo. Ta zadeva se je nekako ujela v ameriško shemo triangulacije, ne, njegov Brandtov glavni svetovalec za geopolitična vprašanja, Egon Bahr, ki se je pogajal s Sovjetsko zvezo, je bil v dnevni navezi s Henryjem Kissingerjem, ne, in oni so to zelo skrbno usklajevali. To je bil zelo zapleten, zahteven diplomatski proces, ki so ga pa ljudje tistega časa izvrstno vodili. In kaj so dosegli? Dosegli so, da je prišlo do
odpuščanja napetosti, sporazumu o omejevanju strateškega jedrskega oboroževanja med Združenimi državami Amerike in Sovjetsko zvezo, do neke vrste stabilizacije teh odnosov, do vključitve Kitajske v ta trikotnik vodilnih sil in do normalizacije med vzhodom in zahodom v Evropi. In iz vsega tega je potem za Evropo išla tudi konferenca o varnosti in sodelovanju. In zdaj po hladni vojni je seveda vse to na nek način razpadlo in spet se je vzpostavil en sistem velike dominacije Združenih držav Amerike. In zdaj seveda 30 let po koncu hladne vojne se spet postavlja vprašanje, ali je neka nova triangulacija možna. Ne, nobena velika sila ne rada opusti svojo dominantno vlogo. Ne. Ali je nova triangulacija možna in kaj ta triangulacija pomeni za Evropo? Mi odgovora ta čas še nimamo, ampak na tem vprašanju bo seveda potekala ta velika sprememba v iskanju novega modela za svetovni mir. Bi nadaljevala prav na tej temi Evropske unije in vedno poudarjam dejstvo, da prvič v zgodovini tega našega kontinenta še danes znotraj Evropske unije smo v miru. Torej, to je nekako tisti bistven cilj, ki si ga je zadala v začetku Evropska unija s Schumanovo deklaracijo in tako dalje. In drži. In ker drži, marsikdo je prepričan, da bi morali Evropsko unijo razširiti na vse države bivše Jugoslavije in pa tudi na Albanijo. Kje vidite vi danes v taki situaciji šibkosti možnost, da bo do tega prišlo v kratkem ali vsaj srednjeročno, ker, kot ste tudi danes poudarili, ne samo Bosna, ampak tudi Kosovo, celotno območje je dejansko zelo problematično in bi lahko v vsakem trenutku sprožilo še hujše konflikte. Glejte, spet je dobro razumeti zgodovinski kontekst. Evropski mir v okviru najprej seveda Evropske unije za premog in jeklo in kasneje Evropske skupnosti in teh evropskih integracij in tako naprej, ni nastal čez noč. In ni nastal, rekel bi, avtomatično. Tukaj je seveda bilo treba imeti vizijo, ampak še bolj pomembno je to, da je bila tudi pragmatična in praktična politika skladna s to vizijo. V Evropi zgodovinsko gledano nikoli ni manjkalo velikih idej o poenotenju Evrope. Nekatere so se potem končale zelo tragično. Navsezadnje je tudi Hitler imel neko svojo idejo nove Evrope. Napoleon je imel svoje ideje Evrope. Skratka, tu takih generalnih idej ni manjkalo in nekatere, ki so bile potem poskušane z vojaško silo, so seveda razpadle in prinesle neke nove probleme ali pa novo stanje. Zdaj seveda, Nemčija je bila v drugo svetovni vojni popolnoma poražena, ona je sprejela načelo brezpogojne kapitulacije in po vojni je Nemčija, Zvezna republika s Konradom Adenauerjem po letu 1949 dejansko nadaljevala to tezo, poglabljala. Mi smo bili poraženi. Popolna kapitulacija je naša usoda, naše priznanje in na tej podlagi bomo se trudili za evropsko povezanost. No? In seveda tu na francoski strani je seveda pomagala, rekel bi, izrazita pragmatičnost. Niso šlo na neke velike politične načrte, ampak kartel za premog in jeklo najprej, potem Evropska skupnost, Carinska unija in pomalem se je na podlagi ene zrele, odgovorne politike, ki jo je vodila Nemčija in ene pragmatične, inteligentne politike, ki je vodila Francija, lahko vzpostavilo mir. Ampak taki pogoji recimo širše v Evropi ne obstajajo. Ti pogoji so bili značilni za zahodni del Evrope. Italija se je seveda razmeroma kmalu vključila v ta proces, ker je imela liderje, kot so bili Spinelli, kot je bil kasneje De Gasperi, kot so bili drugi. Skratka, je spoznala trenutek in se je vključila na način, ki je bil izrazito koristen, ne samo za Italijo, ampak za Evropo in tudi navsezadnje za nas vse v današnjih časih. Ampak ti pogoji
pogoji v širšem prostoru ne obstajajo. Ne, na kak način ta širši prostor obravnavati, ne. Spet je tu vprašanje pragmatičnosti in pa vprašanje tudi politične volje, ne. Jaz bi rad spomnil, da ko sta bili v Evropsko unijo sprejeti Bolgarija in Romunija, ni bilo mogoče govoriti, da te dve državi že izpolnjujeta vse pogoje, ne. To je bilo politično dejanje, ki je bilo povezano z geopolitično vizijo zaokroževanja Evropske unije. No, znotraj take zaokroženosti je Balkan ostal kot neke vrste črna luknja. In tam se ni našlo formule za rešitev. In tudi danes je še ni, čeprav je razumevanje, da treba tudi za to poskrbeti večje kot prej. Ampak jaz mislim, da prave rešitve zaenkrat še ni videti. Precej bo odvisno od tega, kako se bojo uredili odnosi med Srbijo in Kosovom. Kot vidite, to zdaj spet prišlo v eno akutno fazo in verjamem, da bo Evropa pritiskala v to smer, da bi tudi ta prostor na nek način vključila v svoj proces integracije. Tu imamo zdaj več možnosti, da se bi ta želja sprejela širše. Slovenija je bila temu vedno naklonjena, ampak moram reči, kakega pravega razumevanja za ta pogled nismo imeli. Ne da bi odpirali teme današnje politike ali politikov, ampak se mi zdi vredno, kot ste sami spomnili določena imena, Schumann, Monet, Spinelli, De Gasperi, Adenauer in tako dalje. Takih imen danes ne vidimo verjetno veliko. Ja, veste, ti ljudje so bili otroci svojega časa, ne. Eden od boljših zgodovinarjev, ne, Toni Judd je nekoč napisal, ti ljudje so se v glavnem vsi šolali na Dunaju in so lahko med sabo govorili nemško. Pazite, tu je veliko nekih faktorjev delovalo, je bila tudi neka kulturna dediščina, ki so si jo delili, ne. Tudi neko razumevanje, ki je nastalo iz te dediščine in ki je omogočilo, da so potem lahko razvili pravo vrsto pragmatične rešitve. In spet bi poudaril, Evropska unija je uspeh zato, ker se je razvila iz pragmatičnih izhodišč in je lepo korak za korakom reševala probleme. In seveda, bolj kot so se stvari razvijale, večje so bile zahteve in večji so bili projekti. Jaz se spomnim kot profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani sredi 80-ih let, sem doživel nenaden naval študentov, ki so hoteli vsi nekako delati diplomske naloge iz prava Evropske unije. Jugoslavija takrat ni bila članica, oziroma takrat še Evropska unija ni obstajala, Evropske skupnosti. In jaz sem vprašal, zakaj pa to? Pa rekel, niste videli v časopisih, piše, da je bil sklenjen ta Single European Act, ne, enotni evropski akt, ki ga je naredil Jacques Delors leta 1986. Mi vidimo našo prihodnost tam. To so mi rekli študenti, jaz sem potem se usedel k pisalnemu stroju, takem starem, takrat še ni bilo kompjuterjev, ne, pisalni stroj je bil tak, zelo razmajan in sem napisal nekaj priporočil in poslal nekaj najboljših študentov v Bruges na evropski kolegij, ne, Collège de l'Europe v Bruges v Belgiji. In eni so se tam sjajno tudi obnesli in so tudi danes uspešni, ne. Pa hočem reči, nenadoma je iz tega pragmatičnega razvoja nastala možnost napraviti nekaj večjega v smislu integracije, ne. In jaz mislim, da je tu ena pomembna izkušnja, ki je važna tudi za prihodnost. Zdaj seveda v tem času, ko se Evropska unija predvsem sooča s krizami, se to ne vidi dobro, ker je treba vedno reševati neko krizo, najprej finančno, potem migracijsko, potem smo imeli pandemijo, zdaj imamo vojno. In recimo ta proces, ki se je odvijal v preteklih desetletjih, enostavno ni več možen, ga ni mogoče ponoviti. Je pa možno napraviti nekaj drugega, možno je iz pragmatičnih korakov napraviti večje projekte. In zdaj med pragmatičnimi koraki bi jaz rad videl, da bi se našle neke formule za vključitev držav Zahodnega Balkana, kot danes pravimo, se pravi Srbije, Kosova, Bosne in Hercegovine, Albanije, Makedonije, ne, v Evropsko unijo, kar ne bo šlo brez težav, ker tukaj pač so politične ovire močne in te vsi poznamo in ni treba, da jih jaz omenjam, ne. Zdaj, princip je ta, iz pragmatičnih korakov napraviti večje projekte. In to verjamem, da je še vedno aktualno in da bo Evropska unija v tem uspešna, vendar ne prav zelo kmalu. Kaj pa Slovenija? V tem kontekstu med Zahodnim Balkanom
med skupino Višegrada in med imenujmo glavnimi članicami Evropske unije. Vemo in smo pazili v vsem tem času, da precej niha. Ker pa v glavnem nismo pazili nihanja, je pri tem, to ni samo moje mnenje, ampak daleč od tega je mnenje marsikoga v Evropski uniji, da Slovenija je nekako zatajila možno vlogo povezovalca med Zahodnim Balkanom in Evropsko unijo, oziroma da je obrnila kar hrbet temu predelu, kjer bi lahko odigrala veliko večjo vlogo in veliko bolj dragoceno vlogo v korist Evropske unije. No, jaz si dovoljujem dvomiti v to prepričanje, ne. Jaz mislim, da mora Slovenija biti zelo realna v teh odnosih. Slovenija, veste, nima take velike specifične teže, da bi lahko samostojno odigrala neko večjo vlogo. To se recimo danes tudi vidi. Mi Slovenija seveda poskuša s tem procesom Brdo-Brioni napraviti nekaj in na tej liniji je v preteklosti tudi že delovala, ne. Samo, veste, problem je take vrste, da je treba prepričati zelo veliko število držav o nečem, v kar one ne verjamejo. In tu je recimo važno doseči eno povezovanje, eno sinergijo med raznimi pobudami, zlasti berlinsko pobudo, ne. Nemčija je imela tukaj zelo pomembno vlogo, tudi našimi prispevki in drugimi, ki obstajajo, ne. Jaz sem velikokrat govoril o teh rečeh z ljudmi iz različnih evropskih držav in sem videl, da je tu treba biti zelo previden v pričakovanju, da bodo naredile kaj več kot neke bolj načelne stvari, ne. Neke fraze, ki jih slišimo, da ja, vsi, ki izpolnjujejo pogoje in tako naprej, ampak prave volje ni bilo nikjer in tukaj Slovenija ne sme imeti prevelikih pričakovanj, mora biti realna v teh zadevah in se povezovati s vsemi drugimi, ki lahko nekaj naredijo za tako povezovanje, ne, za vključevanje. Zdaj mislim, da so pogoji nekoliko boljši kot v preteklosti, spet iz političnih in strateških razlogov, ker zdaj se pač v Evropi vidi, da je treba nekako Balkan spraviti noter v ta evropski sistem. Bi pa seveda opozoril še na eno nalogo, ki jo ima Slovenija. Slovenija mora seveda svoje odnose z državami Evropske unije graditi občutljivo, smiselno in realistično v odnosu do vseh. In tu je, mislim, za Slovenijo zelo pomembna vloga Italije. Kajti navsezadnje, veste, vi morate v odnosih s sosedi pokazati to sposobnost, da Evropo peljete na nek nov nivo, ne, s sosedi, ne z onimi, ki so malo bolj daleč, ne, ker tam se nekako bolj lahko stvari deklarativno obravnavajo, medtem ko sosedi pa živite vsak dan in vi morate najti nek politični proces, ki to omogoča. Mi smo recimo v odnosu z Italijo imeli en lep napredek v zadnjih recimo 10-15 letih, ne. Moramo reči, da tukaj so se nekatere stvari posrečile, niso seveda idealne in mene motijo mnoge reči, ki se dogajajo, ne, ampak na visoki politični ravni smo napredovali, ne. Glejte, vem, da je marsikaj, o čemer se da razpravljati, vem to, ne, ampak izhajam iz enega časa, enega trenutka, ko je bilo možno pospešiti politične odnose med Slovenijo in Italijo na en zelo konstruktiven način v času predsednika Napolitana in mi smo to naredili, ne. Miloš, zraven, ko smo delali formule, kako to napraviti, da bo prav, da bomo napredovali, pa hkrati ne zanikali težkih stvari iz preteklosti, ampak tudi ne kompromitirali naših stališč glede tega, ne. In mislim, da smo kar lepo našli te načine, ne bom rekel, da je vse, kar se dogajalo zadnjih 15 let, bilo idealno, sploh ne. Ampak hočem reči, za Slovenijo je važno, da tudi v teh odnosih dokazuje sposobnost graditve novih nivojev. In zaradi tega nam se mi zdi ravno tale skupna prestolnica kulture, ne, obeh goric ena zelo pomembna priložnost. Spet od nje ne moremo pričakovati čudežev, ne moremo reči, da bo pa zdaj to obrnilo vse stvari v neko popolnoma novo poglavje, ampak lahko pa da lep prispevek k temu, da pokažemo, kako naj bodočnost Evrope izgleda. Ker sem zaljubljen v Evropsko unijo, ne morem
mimo dejstva, da oziroma mnenja bolj kot dejstva, da tudi vse te stvari, ne nazadnje dobri odnosi med Slovenijo in Italijo in tudi boljše ozračje, v katerem živi slovenska manjšina v Italiji, je nekako doprinos vstopa Slovenije v Evropsko unijo, v to skupno evropsko družino. In to, kar ste omenili, odnosih, medsosedskih odnosih, je jasno velika zasluga tudi leta 2010, ko ste kot eden od 3 protagonistov v Trstu bili nekako oziroma ste uresničili eno epohalno zgodovinski dogodek, kot je bil ta koncert miru v Trstu, ki ga vsi danes spominjamo in spominjajo. Ste že rekel, da ni bilo enostavno, da je bilo potrebno marsikaj pripraviti. Če bi danes naši publiki, znancev in prijateljev razkril še kakšno ozadje. Hvala. Ja, lahko povem nekaj zanimivih podrobnosti, ne. Glejte, jaz sem bil izvoljen za predsednika Republike Slovenije leta 2007, ne, in sem nastopil čisto konec tistega leta. In še preden sem nastopil funkcijo, je prišel italijanski veleposlanik v mojo pisarno in je rekel, če bi jaz bil pripravljen sprejeti obisk predsednika Napolitana kmalu po mojem nastopu funkcije. Meni se to zdela izvrstna ideja, jaz seveda nisem imel nobenih predhodnih izkušenj take vrste, da bi rekel, vem, kaj se bo zgodilo, ampak sem imel nekako občutek, da to bo dobro. In potem je Napolitano prišel nekje sredi januarja 2008, so vzpostavili prvi kontakt in seveda to je bil en obisk, ki je pravzaprav vse skupaj presenetil, tako da ko so novinarji italijanski na tiskovni konferenci spraševali Napolitana to in ono, ne, glavna tema sploh ni bila Slovenija, ampak problem stavke sanitarnega osebja v Neaplju, ne, ker je bila neka velika kriza in so ga to spraševali v Ljubljani, ne. Hočem reči, tako je bilo stanje javne zavesti v tistem času, ne. Ampak potem sem prišel v Rim in smo imeli, Italija naredi za vsako novo predsedujočo državo v Evropski uniji en koncert, mi smo naredili en zelo lep koncert, kjer sta nastopila brat in sestra Carlos Fink, ne, in njegova sestra in smo imeli en lep kulturni dogodek in smo se pogovarjali o vseh mogočih rečeh, o tem, kako naprej in tako dalje. In potem sem jaz tudi Napolitanu svetoval, naj 10. februarja, ne, tako pazi, kako bo pristopil k vprašanju obletnice mirovne pogodbe in njen je govoril nekako malo bolj precej drugače kot leta 2007, ne. No, in tako je to bilo in potem smo imeli leta 2009, kjer je bila že prva kritika fašizma, prav eksplicitno v govoru in potem leta 2010 koncert miru, kjer smo morali pa tudi seveda vse to okrog sestaviti na način, da bi bila stvar dobra, ne. In seveda tu iz tega lahko povem 2 majhni anekdoti, ne. Takrat je tržaški župan, ki je tudi sedanji župan Trsta, ne, bil seveda zelo v skrbeh, kako bo ta stvar izpadla, in ena od njegovih skrbi je bila meteorološka, ker je bil koncert na odprtem, pa se ni vedelo, kdaj bo prišlo do dežja. Se je on prvič posvetoval z Bogom, je šel v cerkev, da naj bi pomagalo, da bo vreme vzdržalo, potem pa je še poklical na meteorološko upravo vojske, aviacije, kjer so imeli bolj natančne podatke o gibanju teh zračnih tokov in je dobil zagotovilo, da res nevihte vsaj do 10. zvečer ne bo. In nam je to na večerji pred koncertom tudi povedal in je bil zelo si oddahnil, zelo bil zadovoljen, da tega ni bilo. No, in ker smo imeli večerjo v tej prefektovski palači nad trgom, ne, je šel župan pogledat, videl, ljudje se zbirajo, obstaja neko dobro razpoloženje in vse je v redu, pa je predlagal, kaj pa če bi vsi 3 predsedniki šli na balkon in pozdravili ljudi, ki so se zbrali, ne.
No in potem se spominjam, je Napolitano rekel svojemu županu, rekel, da ne, ki parla d'un balcone finisce male. In potem mi nismo šli na balkon pozdravljati ljudi, ampak smo se vključili in dejansko razpoloženje je bilo dobro, razpoloženje je že pred tem, že pri polaganju venca v Narodnem domu je bilo pozitivno, takrat so bili eni strahovi, da bo prišlo do kakšnih ekscesov, pa tega ni bilo, ljudje so bili zadovoljni, da se je vse to dogajalo, In iz vsega tega je postalo nekaj, kar je Napolitano v kasnejših kontaktih vedno rekel, ja, to je pa duh Trsta, lo spirito di Trieste, In jaz sem bil seveda zelo, tako bi rekel, sem se vedno vprašal, to je pa neka nova stvar, ker za mene duh Trsta vedno bil nekaj drugega, ker Trst ima to zgodovino teh napetosti in vsega tega, Ampak po tistem je nekako nekaj časa ta fraza bila v obtoku. In seveda, mi smo vsi bili zadovoljni, da je do enega premika naprej prišlo, iz tega so sledile tudi druge stvari, tudi moj obisk v Rimu in tako dalje. Ampak kaj hočem reči, da veste, te stvari nastajajo počasi, nastajajo dolgo in zahtevajo zelo veliko skrbnega tehtanja v vsaki konkretni situaciji. Splača se potruditi. Z slovenskega stališča, veste, mi moramo izkoristiti dejstvo, da vendarle, če gledamo v evropski prostor, naš prostor ni najslabši. Mi imamo neke določene težave, ampak te težave so take, da jih lahko rešujemo. In potem je treba napraviti vse, kar je možno, da bi v konkretnih odnosih to reševali na čim boljši način, pragmatično, z eno vizijo izboljšanja. In zdaj seveda, kadar se ponudi prilika, kot je recimo ta skupna prestolnica kulture, tudi z vizijo, da bi pokazali Evropi neko vrednoto, ker v Evropi se zelo malo ve o teh naših krajih, Ampak prilika, da bi se vedelo več, prilika, da pokažemo nekaj novega, pa je tu. In zaradi tega tudi jaz rad prihajam v Gorico, še posebej zdaj v teh časih. Hvala, še zadnje vprašanje z moje strani, tako da se lahko pripravite za ostala vprašanja, ki verjamem, da bodo še bolj zanimiva kot moja. Vi ste nam zelo lepo orisal marsikatere mednarodne zadeve in probleme in gotovo nam boste lahko tudi odgovoril na zadnje moje vprašanje, ki pa se tiče Slovenije. Tudi tu morda govorimo o vtisih, ampak se bojim, da niso samo vtisi o eni razklani družbi v Sloveniji, ki je še veliko bolj vezana na ene, imenujmo jih zamere, niso samo zamere, vezane na preteklost. Torej, če smo mi, in kot ste pravilno ugotavljali, z velikim naporom in velikim delom uspeli dobrososedske odnose in vse te tragedije, ki so bile tu ob meji, ne rečem preseči, ampak gotovo smo prešli na dialog iz konflikta. Kaj pa se v Sloveniji godi? Ja, glejte, seveda je Slovenija podedovala neko politično dediščino, ki vsebuje tudi zelo težke izkušnje. Ampak jaz mislim, da mora Slovenija izhajati iz tega, da je svojo osamosvojitev dosegla na razmeroma razumen in razmeroma neboleč način. To ni bilo samo po sebi umevno, veste, in to je moralo biti sodelovanje tako tistih novih sil, ki so hotele doseči državno neodvisnost v tem trenutku, in izkušenih prejšnjih sil, ki so vedele, kako se te stvari naredijo, da ne bo vojne. In to se je najbolj izrazito pokazalo pri Brionski deklaraciji, tam v začetku julija 1991, ko so modri ljudje, ki so takrat bili na Brionih, se pravi Milan Kučan, France Bučar, Lojze Peterle, Janez Drnovšek, Dimitrij Rupel, oni so prišli do tega, da je treba sprejeti premirje takoj. In takoj začeti izročati, vračati vojne ujetnike, da se situacija do te mere umiri, da bo potem možno priti v
stanje stalnega miru. To ni bilo samo po sebi razumljivo in tudi so bile nasprotne sile, ampak ta modrost je takrat prevladala. In mi moramo iskati inspiracijo za prihodnost v vseh tistih trenutkih, ko je neka modrost nacije bila izražena v dejanjih političnih voditeljev. To je eno važno, ko bi rekel, vodilo za naprej. Seveda, vedeti pa moramo tudi to, ne. Zdaj smo v času, ko Slovenija s velikimi težavami prehaja v neko generacijsko spremembo v politiki. Generacijsko spremembo, ne, kajti zdaj so tu že ljudje, ki so bili premladi, da bi bili aktivni v času osamosvajanja pred 30, 32 leti, ne, in več. Ti so zdaj v starosti, ko morajo prevzemati odgovornost, najodgovornejše funkcije. Jaz recimo sebe ne štejem v to generacijo, sem zdaj star 71 let, ne, in si ne domišljam, da je prevzemanje nekih resnično pomembnih odgovornosti stvar moje generacije. Mislim, da tukaj mora zdaj generacija ljudi, ki so stari tam nekje okrog 50 let, ne, od 40. do 60. leta, prevzeti odgovornost za nadaljevanje države. Ne, ta generacijski prehod v Sloveniji gre počasi, ne gre brez težav in seveda gre v neki povezavi s političnimi komplikacijami vseh vrst. Zdaj, mislim, da je ta generacijski prehod tudi pomemben zato, da se postopoma preseže to razklanost, ki obstaja odprej, ne. S tem ne želim zdaj gojiti nobene naivne predstave, da bo to čez noč izginilo takoj, ko bodo neki mlajši ljudje na vodilnih funkcijah. To ne bo tako. Ampak mislim, da imamo potem priložnost, da se vendarle vsa razprava prevesi v neko iskanje prihodnosti, ki bo čedalje težje. Mi bomo morali ogromno ene energije in politične modrosti pokazati, da bomo našli pravo pot naprej. Mi bomo morali rešiti recimo neka težka vprašanja, ki jih do zdaj sploh nismo reševali, ne, recimo energetsko-okoljski kompleks, infrastrukturni kompleks, kompleks neke nove vizije tehnološkega napredka. Mi nismo tehnološko posodabljali naših industrij dovolj hitro in dovolj pogosto. In seveda, te reči so bile vedno nekako v ozadju političnega delovanja, niso bile v prvi vrsti političnih vprašanj, ki bi jih morali rešiti, ker smo bili zaposleni vsemi mogočimi drugimi rečmi, ne. Jaz verjamem, da se bo tudi ta fascinacija s strankarsko politiko v prihodnosti morala umiriti, če hočemo recimo prava vprašanja tako obravnavati, da bomo resnično napredovali, ne. To nas čaka. In jaz verjamem, da bodo nove generacije nekako bolj usposobljene, da to naredijo. Mi pri sedanji vladi, pri sedanji koaliciji že vidimo nekaj tega razumevanja, ne, in to je dobro. Nismo pa še niti približno tam, da bi lahko rekli, no, zdaj smo pa že pustili za sabo neka zgodnja obdobja našega navajanja na pluralistično demokracijo in od zdaj naprej bo šlo vse v redu. Nismo še tam. Hvala. Vam besedo, spoštovani. Drugače nadaljujem še z vprašanjem. Evo. Dober večer vsem. Bom skušal dve vprašanji skušal strniti, čeprav bi zahtevala nekaj uvoda, nekaj razlage. Ta vojna, mislim, da je še prej kot vojna med Ukrajino in Rusijo, ko ste že vi namignili, vojna med Združenimi državami in Rusijo. Pri reviji Limes, mislim, da je tista, ki danes v Italiji glede na, bi rekel, stanje medijev, ne, smo pač država v vojni in kot taka imamo tudi ustrezno medijsko, bi rekel, poročanje. Pri tej reviji skušajo analizirati nekoliko globlje geostrateške dimenzije recimo dogajanja in ugotavljajo, da ima Biden pri tem dva cilja v glavnem. Prvi v bistvu je že dosežen, se pravi nekje potlačiti Evropo, utrditi svojo dominacijo nad Evropo, brez katere Združene države seveda niso imperij. In tukaj mislim, da je današnje stanje Evrope pač, bi rekel, dokaj klavrn dokaz, ne. Mene
recimo preseneča samo to, kako je Nemčija sprejela to, da so ji zavezniki, zdaj kdorkoli je bil, ne vem, če držijo ta razkritja tega ameriškega novinarja, Pulitzerjeve nagrade, ne, da so to naredili Američani skupaj z Norvežani, ali pa kakorkoli, mislim, da je jasno, da so to naredili zavezniki in je Nemčija to morala pač požreti in sprejeti, ne, ta grižljaj, recimo. No, Biden je včeraj potrdil, seveda, kdo ukazuje v Evropi, ne, izbral je Ukrajino, ampak predvsem Poljsko, ne. In glede na to se sprašujem, kako in če sploh se bo Evropa znala pobrati, ne, si utrditi v tem, bi rekel, geostrateškem kontekstu neko svojo vlogo. Druga stvar s tem povezana, prihodnje leto bodo evropske volitve, torej to dogajanje je nekje utrdilo, ne, te suverenistične ali pa nacionalistične države. V Italiji imamo premierko Melonijevo, ki ne skriva načrta, da bi desnica se v bodoče povezala z ljudsko stranko in razbila, ne, to sedanjo vodilno garnituro, ne, torej povezavo med liberalci, demokrati in ljudsko stranko. Utegne se zgoditi podobno tudi v Španiji, se pravi, ali ne tvegamo, ne, da bo, bi rekel, prevlada teh nacionalističnih vlad znotraj evropskih članic in mogoče prevešenje ravnotežij znotraj Evropskega parlamenta, bi rekel, za dolg čas zaustavilo, ne, proces evropskega združevanja. Ja, glejte, to sta dve zelo resni in tehtni vprašanji. In spet mislim, da lahko odgovore poiščemo z razumevanje preteklosti, ne. V času, ki sem ga omenil, ki se mi zdi izredno pomemben, v času te Nixonove triangulacije, ne, je seveda bila v obtoku ideja, da naj bi v svetu bile odločilno nekako 5 centrov moči, ne. Združene države Amerike, jasno da, ne, kot najmočnejša sila, Sovjetska zveza kot takrat še vedno najmočnejša vojaška sila, Kitajska kot pomembna vzhajajoča sila, in potem se je videlo Evropsko unijo oziroma Evropsko skupnost takrat in Japonsko, ne. Govorilo se o pentarhiji, to je tudi v medijih, v našem prostoru bilo precej opaženo, ne, mislim, precej predmet razprave tam v začetku 70. let prejšnjega stoletja. No, zgodovina je pokazala, da to tako ne bo, ne. Najprej se je pokazalo, da Evropska skupnost, Evropska unija nima te notranje konsistence, nima niti politične volje, niti vojaške moči, da bi igrala vlogo enega od teh centrov, ne. To se potrjuje ponovno danes. Ni treba se čutiti presenečenega zaradi tega. To je pač realnost Evrope. Japonska po drugi strani se je izkazala, da je pravzaprav nima volje biti velika sila. Japonska je v udobnejšem položaju, kjer je, ne, pod zaščito ameriškega nuklearnega dežnika in hkrati nima volje, da bi na nek način šla preko samoobrambnih konceptov. Ona je, seveda, da se veliko razpravlja o povečevanju vojske, povečevanju vojaških izdatkov in podobno, to je še vse v kontekstu samoobrambe in ne v kontekstu iskanja vloge velikih sil. Danes so na svetovnem prizorišču samo 3 centri, kjer je ta volja močna. To so Združene države Amerike, ki pač imajo dominantno vlogo in želijo ohraniti čim bolje. To je Kitajska, ki je zlasti po zadnjih 2 kongresih komunistične partije pokazala voljo, da se povzpne v ta odločujoči krog. In to je Rusija, ki je najšibkejši člen v tej skupini, najšibkejši element, ki poskuša z vojaško akcijo vzpostaviti vlogo velike sile. Jaz ne mislim, da Rusija poskuša tukaj ustvariti neko imperialno veličino iz preteklosti, ampak preprosto hoče uveljaviti svojo vlogo kot velika sila v tem triangularnem odnosu. In seveda pri tem ji ne gre dobro. Pri tem ni nujno, da bo uspela in pri tem je dosegla prve in zelo resne poraze. Bomo videli, kaj bo iz tega. Evropska unija po svoji strani ne kaže čisto nobenih znakov, da bi bila bodisi voljna ali pripravljena
se potruditi za takšno vlogo. Jaz tega ne vidim. In verjetno ne bo drugače, kot je bilo v preteklosti. Evropa bo pod zaščito Združenih držav Amerike, ki pa bo seveda tudi morala razmišljati o tem, Združene države Amerike bo morala razmišljati o tem, koliko jim angažma v Evropi sploh ustreza, ker njihove glavne skrbi trenutno so v Evropi, ne? Ampak dolgoročno niso v Evropi, dolgoročno so v Aziji in odnos do Kitajske in tako naprej, tako da je tudi tu neka ambivalentnost in tudi iz tega lahko nastane nek nov prostor, ki ga lahko Evropska unija razvije v smeri neke večje vloge, nikakor pa ne mislim, da je realno, da bi postala nekak primerljiv faktor velikim silam. Nima niti vojaške moči, niti nima politične volje, nima te konsistentnosti, da bi to dosegla. No in zdaj seveda znotraj Evropske unije so seveda problemi še veliko bolj izraziti. Mislim, zdaj, če pogledamo Evropsko unijo od znotraj, jaz imam zelo rad Evropsko unijo, ne, in mislim, da so bili doseženi veliki napredki, ne, in sigurno bodo še. Ampak treba je biti realen glede tega, kako stvari izgledajo v Evropski uniji. Zdaj, če vi govorite o parlamentarnih volitvah, volitvah v Evropski parlament. Vprašajmo se, kako bo na evropsko javno mnenje delovala sedanja korupcijska afera v Evropskem parlamentu. Ne? Jaz sem kot predsednik republike takrat začel svoj mandat v sovpadanju z volitvami v Evropski parlament in sem z veliko vnemo potoval po Sloveniji in se poskušal prepričevati ljudi, to je Evropski parlament, je naša institucija, važno smo tam in da imamo dobre predstavnike. Ampak videl sem, da mi ljudje ne verjamejo. Videl sem, da ljudje v Sloveniji, ki je izrazito proevropska, ki je izrazito ima še ta, imela takrat še ta mladostni, rekel bi, entuziazem. Že takrat ljudje niso verjeli v to. Da je to še, jaz mislim, ta skepticizem še napredoval. In zdaj vi govorite o suverenizmu. Tukaj smo tudi, se mi zdi, nekoliko površni v razpravljanju. Kajti suverenost članic Evropske unije je tudi neko dejstvo, ki ga moramo sprejeti in ki ga moramo na nek pameten način oblikovati. Jaz ne mislim, da je Evropska unija ukinjanje suverenosti držav. Evropska unija je redefinicija suverenosti držav. Tako bi jaz videl neko idealno stanje v prihodnosti. In Evropsko unijo kot celoto vidim tako kot človeka, ki stoji na dveh nogah. Ena noga so evropske inštitucije, druga noga so evropske države. In obe nogi morata biti pri dobrem zdravju in v dobri kondiciji, če hoče to bitje teči, če hoče biti uspešno. In jaz mislim, da v Evropski uniji ni mogoče imeti uspeha, če nimate ti dve glavni komponenti v dobrem stanju. In to seveda bi morali tudi politični voditelji držav v Evropi razumeti in vedeti, da čisto vsaka evropska država izgublja, če krepi suverenost na način, ki pravzaprav na škodo celote, na škodo Evropske unije kot celote, in da ne bo naredila najboljših učinkov za svoje ljudi, če bo tako ravnala. Ampak seveda, to je, veste kako, to je komplicirana stvar. Zdaj recimo je nekoliko manj komplicirana glede na to, da so evropski fondi postali tako zelo pomembni za države članice. Da bo verjetno to razumevanje, da je Evropska unija dejansko nek zelo pomemben dejavnik naše prihodnosti, vendarle dobilo eno resno oporo. Jo že ima. Tako da tu mislim, da je dobro in dobro je, da je recimo v Italiji bil Mario Draghi, predsednik vlade, v času, ko so se te stvari oblikovale. Če lahko povem še eno anekdoto. Mario Draghi, kot veste, je bil predsednik Narodne banke, oziroma italijanske. Ko sem bil tam na tem mojem državnem obisku leta 2011, mislim, da je to bilo, sem dobil po protokolu, ki je takrat, ki je za take prilike, apartma na Quirinalu, lastno jedilnico in seveda možnost, da povabim na kosilo kogarkoli hoče. In jaz sem povabil Marija Draghija, takrat, ker sem o njem slišal zelo pozitivne stvari glede na njegovo delo v tem svetovnem svetu za finančno stabilnost, Financial Stability Board. In on se je zelo začudil, on je prišel na kosilo in sva se pogovarjala eno uro in pol.
In je se začudil, da sem ga povabil. Sem rekel, ja, gledajte, vi imate en velik ugled v mednarodni skupnosti kot ta človek in mene je zanimalo, kaj si vi mislite recimo o problemu nezaposlenosti mladih. Vi morate kot bančnik razmišljati o tem. Je rekel, ja, saj mi delamo resne študije. No, in potem je nekaj tega poslal in tako smo vzpostavili eno dobro sodelovanje. Na koncu mi je rekel, ja, hvala lepa za povabilo. No, jaz v tem delu kriminala še nikoli nisem bil, veste. Pa mi je bilo všeč, da sem lahko tudi to videl. Ne. Zdaj, to sem se spomnil, ko govorimo o Mariju Draghi. On je bil seveda en zelo koristen predsednik vlade v enem kritičnem trenutku, zdaj nas nažalost zaradi pač okoliščin politike ni nadaljeval te svoje vloge. Videli bomo, kaj bo v prihodnosti. Ne? Ampak odgovorni politiki morajo razumeti, da Evropska unija dejansko najboljše, kar je možno za vsako posamično državo članico. Ne? In suverenost ni v tem, da se ta stvar pozabi ali zanika. Suverenost je v tem, da se lastno vlogo v tej skupnosti oblikuje na nov in ustrezen način. Ne? In to je za vsako državo nekoliko drugačen izziv, za neko veliko prvotno članico, kot je Italija, s svojimi lastnimi problemi, je to en način, za eno veliko manjšo, veliko bolj obvladljivo državo, kot je Slovenija, to drugačen problem. Ampak v obeh primerih je treba najti eno pametno rešitev. No, in za Slovenijo tudi ne bo lahko, ne, kljub temu, da so naši problemi manjši od tistih, ki so značilni za veliko večjo državo, kot je Italija. Da se predstavim, moje ime je Gorazd Humar. Postavil bi vam pa dve vprašanji v dveh različnih vlogah. Najprej bi rekel kot fizična oseba. Vi ste sopodpisnik izjave, ki je zaokrožila sedaj v javnosti. In ravno včeraj, ko sem se peljal v Ljubljano na Kajuhovo proslavo, je na radiju, na prvem programu Radia Slovenija tekla debata, v kateri je sodeloval, mislim, da če se prav spomnim, bivši ambasador Globočnik, a se tako piše, Grobovšek. No, ki je rekel, da je ta izjava skrpucalo, Janša je pa vrgel ven, da je to izjava rusofilov. Kako? Ne? Rusofilov. Ja. Ja. Dobro, zdaj. Jaz bi vas prosil, kakšen bi bil vaš odgovor na take izjave. Drugo vprašanje bi vam pa postavil kot predsednik Društva Tiger Primorske. Mi se s politiko načeloma ne ukvarjamo, vendar smo pa občutljivi na slovensko-italijanske odnose in verjetno vam je znano za incident, ki je nastal 10. februarja na festivalu v Sanremu. Istega dne je predsednik Mattarella, ki je pokazal državniško držo, govoril, da fojbe so bile, vendar pred tem je bil tudi fašizem in vse posledice. To je verjetno povedal, pa najbrž, da je bil zelo osamljen v tem, ker je dober poznavalec slovensko-italijanskih odnosov. Vendar mene je zbodla pri izjavi programskega direktorja Amadeusa, da so bili Italijani prisiljeni emigrirati iz Dalmacije, Istre in Venecije Giulie. Zbodla me je beseda Venecija Giulia. Kaj štejemo pod Venecijo Giulio? A so šli iz Trsta, iz Pordenona, iz Benetk, iz kakšnega drugega kraja? Verjetno ne. Vprašanje je sedaj, kaj je on štel pod Venecijo Giulio? Ali je to bila Ajdovščina, je bila to Postojna, je bila to Idrija? Zmotilo me je pa pri tem to, da ni bilo po moji oceni pravega odziva slovenske politike. Zunanja ministrica je poklicala na zagovor avstrijsko veleposlanico zaradi izjave mladincev na avstrijskem Koroškem na deželnem nivoju. To, kar je bilo v Sanremu rečeno pred 16 milijoni gledalcev, je bilo pa na državnem nivoju. To je bil festival popevke. Fajonova se je odzvala na svojem Facebook profilu. Sedaj primerjajte dimenzijo sporočilne moči Facebook profila slovenske zunanje ministrice in moči RAI z 16 milijoni poslušalci. Zanima me tudi potem, ali bi moral predsednik
Republike Slovenije, v tem primeru predsednica, ki je rekla, da se bo večkrat oglašala, kaj oglasiti v zvezi z tem? Dobro, glejte, tri stvari na kratko. Prvič, glede teh izjav Grobovška in Janše, bi na kratko odgovoril, to so neumnosti, ki govorite. Kratko in malo, tukaj ni treba drugega. Pač politiki se včasih slišijo neumnosti in to so pač neumnosti. Jaz bi tem gospodom svetoval, da si pogledajo, kako poteka ta evolucija, o kateri sem govoril prej, ki se izkazuje tudi na ravni Združenih narodov, od obsodbe agresije do vztrajanja, da je treba vojno končati. Ta evolucija poteka in mi je ne smemo spregledati. To ni nobeno rusofilstvo, to ni nobeno skrpucalo, to je pač realen politični proces, ki se odvija na vseh nivojih, zlasti na najvišjih in mi moramo to opaziti. To je prvo. Zdaj, drugo, kar se tiče seveda teh odnosov, glejte, moja izkušnja iz časov, ko sem bil predsednik, je pač taka, da se je s predsednikom Republike Italije dalo delati napredek. Ne. Z Napolitanom je to bilo izrazito možno in seveda v tistem času je Napolitano imel tudi neko nadpovprečno etično in politično moč. Ne. To je bilo čas Berlusconija, raznih škandalov, ki so bili značilni za Berlusconijevo obdobje in spominjam se parade ob obletnici zedinitve Italije, na kateri sem bil v Rimu, ne, ko je javnost zelo hladno sprejela Berlusconija in navdušeno pozdravljala Napolitana. Ne. Kaj hočem reči, ne, glejte, v politiki pač so različni akterji in jasno, Napolitano je bil takrat, rekel bi, je odpiral neko novo pot in jaz sem zelo vesel, da Mattarella to pot nadaljuje. Ne. Zdaj, glejte, ne bom komentiral posamičnih točk na tej poti, ne, to je za kakšno drugo priliko, ampak generalno je to tako. Zdaj, seveda, kar se tiče odziva na te ekscese, o katerih govorite, verjetno bi lahko zunanje ministrstvo ravnalo drugače. Izkazalo tu neko občutljivost, izkazalo neko, dalo neko sporočilo, ne, ki se potem opazi v meddržavnih odnosih. Ne da bi zaradi tega zanikali vrednost tega, kar se dogajalo na predsedniški ravni. Ne. Lahko se tisto pohvali in ono drugo kritizira. Ne. In tudi to smo v preteklosti počeli včasih. Ne. Recimo mene je Corriere della Sera enkrat citirala, češ tir govori, ja, dobro Napolitanova, bi pa lahko še kaj več povedal o tem in onem. Ne. Tudi to je možno. Ne. In Slovenija seveda bi morala biti bolj občutljiva na te stvari in jaz se strinjam z vami, ko pravite, ne, tam na tisto predvolilno provokacijo, ne, mladincev, te svobodnjaške stranke v Avstriji smo reagirali zelo močno, ne. Najbrž deloma tudi iz notranjepolitičnih razlogov, ker je bilo to, ne, v interesu pač koalicije in tako kot pač politiki je. Medtem ko na to smo reagirali premalo odločno. Tu se strinjam, da kaj bi bilo možno in kaj bi bilo treba še narediti, verjamem na ravni ministrstva. Že kaj, ne, na ravni predsednice pa ne bi želel, veste, dajati nasvetov, za katere nisem vprašan. En moj principov je, da jaz spoštujem, veste, odgovornost in naloge vsakega političnega funkcionarja, zlasti predsednika in predsednice republike, in jih ne ocenjujem. Ne. Sem pripravljen svetovati, če me vprašajo. Če me pa ne vprašajo, pa raje ne svetujem. Še zadnje vprašanje, prosim. Dober večer, Igor Pahor. Jaz sem želel pozornost usmeriti na Evropa danes, Evropa jutri skozi ključ makroekonomije. Dejansko danes se dogaja, da dodana vrednost zapušča Evropo. Se seli v Indijo, na Kitajsko, v Ameriko in druge države. Istočasno se selijo tudi kapitali in tudi denarni tokovi. To je tudi zaradi tega, ker politika in evropska in vsake evropske države v tej problematiki v zadnjem letu ni absolutno prisluhnila gospodarstvu.
celo ga je prezrla. In to jaz mislim, da se je napravila taka škoda, da težko se bomo mi vrnili nazaj. Sedaj tu z ameriškimi protiinflacijskim zakonom in to bo še en magnet, ki pomembne industrije in pomembne realnosti z visoko dodano vrednost bo peljalo z Evrope. Jaz se s to oceno strinjam. Tu nimam, rekel bi, ugovorov, lahko rečem. Ne želim temu ugovarjati, ampak bi opozoril na en vidik, ne. Evropska unija je v tistem pozitivnem obdobju rasti in stabilnosti, ne, v prvem desetletju tega stoletja sprejela eno politiko deindustrializacije. Ne, to je bila politika, češ industrijska proizvodnja se bo selila zunaj Evrope, mi bomo ostali ne samo pri storitvah, ampak pri nekih tehnoloških in drugih takih pomembnih prioritetah, ne. Ta politika je bila problematična, ni bila izvedena v vseh državah enako. Nemčija, ne, je ohranila razmeroma resen odnos do lastne industrijske moči in je zato nekoliko manj prizadeta, nekatere druge države nekoliko bolj. Seveda Slovenija je imela še vedno razmeroma velik delež industrije, ampak se ni tehnološko obnavljala dovolj hitro, ne. Skratka, mi smo imeli v Evropi eno obdobje, v kateri se je pristalo na deindustrializacijo brez resnično dobrega strateškega razmisleka. Se mislijo, da dobro, zdaj pač nov svet, drugačen in pač industrije ne bo več, oziroma jo bo bistveno manj. Zdaj, kako iz tega obdobja priti v neko drugo, bolj obetavno normalnost, ne. Vem, da zdaj Evropska unija poskuša, ne, na različne načine, ali bo to zadoščalo ali ne, poskuša tudi z dogovorom z Združenimi državami Amerike omejiti posledice teh ameriških subvencij in zagotavljanja ugodnejših gospodarskih pogojev, ki bojo pritegnili velik del evropskega kapitala. Ali bo to uspelo ali ne, jaz ne vem. Zdi se mi, da je načeloma ta pristop pravilen, ne vem pa, če je dovolj močan, če je dovolj razvit, če je dovolj ustrezen. In tu bi se strinjal z eno vašo oceno, ne. Ni se prisluhnilo gospodarstvu, ne. Ni se prisluhnilo gospodarstvu. Tako kot takrat ni bilo posluha za gospodarstvo, ne vem, koliko ga je zdaj. Ali ga je zdaj dovolj, ali izhaja iz gospodarskih združenj, iz recimo inštitutov, ki dobro poznajo gospodarska gibanja, a je dovolj tega se prelilo v politiko Evropske unije, se ni dovolj, ne. Ta vtis, glejte, jaz nisem gospodarski strokovnjak, ta vtis obstaja, ne, če spremljate medije tako bolj na splošno. In seveda tukaj ima Evropa dobre razloge za zaskrbljenost in jaz mislim, da je to še en razlog, da bi morala nekako več časa najti za svoje probleme in recimo manj biti odvisna od te velike, kako bi rekel, prioritetnosti, ki jo daje vojni v Ukrajini. Ta vzame precej energije, ki bi morala biti posvečena iskanju resnično dobrih rešitev za na nek način reindustrializacijo in za novo neko gospodarsko prihodnost. Recimo, tehnološki velikani so vsi drugje, v Evropi jih ni. In recimo zanimivo je, da se v Evropi to večkrat ugotovilo, ne. So bile številne komisije, ki so študirale te zadeve, vem, da eno tako je vodil Felipe González iz Španije in takrat ugotavljalo, da zakaj v Evropi ni nobenega Googla, nobenega Microsofta, nobene take, ne, da je treba nekaj narediti, ne. To se je ugotavljalo, ampak da se nič ni naredilo. Zdaj ne vem, če je še čas za razmislek o tem, ali so tu kakšne druge prioritete, ki bi jih morali slediti. Moj vtis je, da po tem, kar lahko pač kot običajen državljan vidim v tisku, da je to pač ena pomanjkljivost, ki jo bo morala Evropska unija odpraviti. Nekako, od kod naj pride pritisk, ki bo to dosegel, pa ne vem, ne. Verjetno bi moralo iz gospodarstva priti več pritiska. Hvala, predsednik. Dovolite mi, da pred zaključkom tega večera bi vas prosil še za par besed o Darku Bratini. Smo govorili veliko o dobrososedskih odnosih, o problematiki obmejnega prostora in
Tako bi bilo lepo, da zaključimo večer s tem. Hvala. No, tu jaz lahko nekako memoarsko nastopim, ne. V tistem času, ki sem ga na začetku omenil, ne, ko sem delal še v takratni socialistični zvezi in ki sem se prav izrazito ukvarjal z vprašanji tega prostora, me je enkrat obiskal Darko Bratina, ne, ki je bil popolnoma nov človek za mene, ne. Bil drugačen od vseh mojih sogovornikov, ne. Prišel je, ne vem, on je predaval, kje v Torinu je predaval, ja. No, on je prišel kot profesor sociologije, ne, iz Torina in mi je začel govoriti o nekih ambicioznih idejah, kako bi lahko tu napravljen filmski festival, kako je tu vse odprto in mogoče. In seveda, rekel bi, jaz sem ga poslušal z navdušenjem in sem mu pritrjeval v vseh pogledih, nisem si pa predstavljal, kako bo on to naredil, ne. Ker veste, v politiki je tako, ne, ena stvar je imeti dobro idejo, druga stvar je dobro idejo uresničiti, ne, in on je našel način, kako to uresniči, in on je na ta način požel moje neskončno spoštovanje in meni je bilo neskončno žal, ko sem kasneje izvedel za njegovo prezgodnjo smrt, ne. Jaz sem potem od leta 92 naprej do leta 2005 živel v New Yorku, tako da v tistem obdobju nisva imela kontaktov, ne. Ampak v onem prejšnjem obdobju, ne, tam konec 70-ih, začetku 80-ih let, sva se pa večkrat sestala in meni so se zdele njegove ideje izvrstne, obetavne in sem si samo želel, da bi bili sposobni, da se uresničijo, ne. On je en del teh idej uresničil, druge pa pustil nam oziroma vam, ne. Jaz sem v pokoju. Ja, prav tako, ker tudi današnji večer spada v Goriški lok, klepetalnico Goriškega loka, ki je njegova pobuda, njegova ideja iz tistih let, tako da mi nadaljujemo s tem in nenazadnje tudi to, kar ste prej omenili, EPK. V 90-ih letih je Darko Bratina govoril o dveh Goricah, eno mesto. Ja. No, mislim, zdaj to bi še bilo za dodati, ne, v bistvu je zdaj prav v tem času zdaj prilika, da se da tej ideji neka resnično dobra vsebina, ne. Jaz sem takrat na tistem pogovoru z Romanom Prodijem govoril o tem, treba je izkoristiti ves kulturni potencial tega prostora, ne, in tudi napraviti neke nove stvari z veliko ambicijo, recimo narediti Gorico, ne, obe Gorici kot nek prostor, kjer prihajajo vodilni evropski misleci na neke pogovore, ki kažejo pot naprej, ne. To bi bilo recimo možno in vredno napraviti, ne. To bi bilo recimo vredno spomina na Darka Bratino, ne, ker on je imel take ambiciozne, daljnosežne ideje in jih je v dobri meri znal tudi uresničiti. Zdaj, kako bi to zdaj naredili, to pa je seveda za naše čase. Bomo z vašo pomočjo. Hvala predsedniku Danilu Türku. Mislim, da s tem ste dokazali, kako je bil današnji pogovor zanimiv, prijeten in nadvse koristen za vse nas. Hvala še enkrat.